za njegovega otroke. Veški oče je popoln Bog. Ne bi nobene sence, nobene teme, nobene spreminjanja. Jezus je isti, včeraj danes in na veke. Stvari v tem svetu se spreminjajo, včasih hitro, včasih počas. Naše življenja se spreminjajo, sezone, čez katere gremo. Čas vojne, čas miru, čas bitk, čas počitka, ampak Bog je vedno isti. In naga se lahko zanesemo v vsakem času. In vrata k njemu so vedno odprta. Božja beseda prav, ne ga iščemo, dokaj se ga da najti. In to je v bistvu največje bogatstvo, ko ga mi imamo kot kristjani. Zmožnost, da iščemo Boga. Da si še nekaj, da je Boga rekel, the greatest possession every Christian has is ability to seek God. To je zmožnost, da iščemo Boga in da nam govori, to je največje bogatstvo, kar nam imamo. Tako da, ne glede na to, v kjer sezoni smo svojega življenja, v kakšni situaciji smo, lahko iščemo, se obrnemo na Boga in on bo dovolj. In nas bo srečil, kjer smo. In ne rabimo biti kvalificirani za to. Bog ne išče kvalificiranih ljudi. On nas pokliče in on nas kvalificira. Vse, kar rabi, da smo mu predali. Da išče voljno srce v nas. Bog išče človeka, ki ga kliče vse, v bistvu, ko ima naravnanost, da izpolni njegovo voljo. Vidi v naše srce. Da verjamem tudi zato, da nas je poklical. Ker je videl nekaj v nas, da hočemo od njega, da hočemo izpolniti njegovo voljo, da se hočemo srečati z njim. Zato je tudi prišel do Samarijanke. Ona je rekla, vem, da bo enkrat prišel Mesija in da nam vse razložil. Ona je vse imela to pričakovanje, intuitivno vedenje, da je hotela se srečati z Bogom. Jezus je najdel pa tem organu in se je razodel. Začel govoriti z njim, ona je prišla po naravno vodo, on je pa dal živo vodo. In je dal odgovore za njeno življenje. Je videl v njeno življenje, videl je njene probleme, videl je, čez kaj je šla, videl je, da je imela 5 možov, zdaj ima 6, tudi to ni to, on je bil pa 7, ki je prišel v njeno življenje. Je v bistvu vse spremenil, vse naredil novo. Zato je samo en tip Boga in vse naredi novo. In rado srečne z Bogom. Bog vidi naše strahne, naše matranje, hoče prijeti vnuka. Hoče zbrisati stare datoteke, kontaminirane spomini. Ampak ni dosti samo, da izbriše. Včasih lahko ti izbrišeš na računalniku ali pa na telefonu, in so nekaj zbrisal slike pa bo moti. Ampak še vedno so lahko nekje v zadnji in si jih dal obnoviti. Ampak, kad ti prepišeš, kad daš pa ti novo zapiš čez, pa več ne moraš starega obuditi. To Bog hoče narediti, da zapisati nove stvari, obuditi vizijo, upanje, usodo, kar ga je dal, da vidimo naprej, da ne gledamo več nazaj. Da se ne poglabljamo v staro, mogoče da vrtamo v stvareh, ki so nas mogoče prizadele, ki nas bolijo, ampak hoče da to bolečino grem izkušnje preteklih dni predam pred njega. In v križu je moč, da staro mine, nastane novo, da grenko postane sladko, da kjer je bolezen pride ozdravljenje, kjer je žeja pride napojenje, kjer je lakota pride sitost, nasičenost Bogom. In nasičeni smo lahko in v njem, v Bogu. Te stvari nas ne mora nasikati, ko smo ustvarjeni. Psalmistnik je prav, ko se bom zbudil, se bom nasičeval svoj, ko bom postavil. Prav David. Prav njegova prisotnost nas nasičuje. To, da izpolnjujemo njegovo voljo, nas nasičuje. Tudi, da smo enkrat polni Boga, Jezus je rekel Samarijanki, moja hrana je, da izpolnjujem voljo svojega očeta in dokončam njegovo delo. Ti, kad začneš hoditi v njegovi volji, da enkrat začutiš, da si to nasičenost Boga, začutiš, da si nahranjen, da si osvežen, da si pojačen. Da dobro je, da vsak dan prihajamo v njegovo prisotnost, da se srečamo z njim, da se izpolnjujemo z njegovo besedo. To nam Bog razodeva svojo voljo in se začnemo gibati skupaj z njim.
da preberemo odlomek iz prve knjige Kraljev 19. Govori o Eliji, potem, ko je izbojeval največjo bitko v svojem življenju, po največji zmagi, ko je doživel in on in celo izraelsko ljudstvo v tej sezoni. Je bila vladavina Ahaba in Jezabele, ki sta bila v bistvu, ki sta odpadla od Boga, sta služila tujim bogovom. In potem je Ahab pod vplivom Jezabele vzpostavil oltarje Baalom in Ašera po celem Izraelu, z vlemali kolanje in Jezabela je pobijala Gospodove preroke. Bila je totalna tema v Božji naciji. In ta odlom predtem govori o tem srečanju na gori Karmel, ker je Elija postavil svoj oltar in izzval Baalove preroke, ne še oni svojega in bomo klicali Boga. In Bog Izraela je odgovoril, z ognjem položil daritev in celo izraelsko ljudstvo reklo, Jahve je Bog, njemu bomo služili. Elija je bil pobit vse 850 teh prerokov, v bistvu bila je največja zmaga za Izrael. Celo ljudstvo se je posvetil Bogu, ampak prvi je pa ta naslednji dan, ne? V 19.1. Ahab je povedal, je zabredil vse, kar je storil Elija in kako je z mečem pobil vse preroke. Jezabela pa je poslala k Eliju poslanca za sporočilo. Tako ne storijo bogovi, tako dodajo, če jutri obsore in ne bom storila s tvojim življenjem, kakor je življenje enega izmed njih. Zbal se je, vstal in odšel, da si je rešil življenje. Se pravi, po največjem prodoru, ki ga je imel on v svojem življenju, po največji manifestaciji Božje moči, Bog je odgovoril z ognjem, položil je na močnega pika, je prišel naslednji dan in on je dobil en SMS, eno sporočilo in je počel čisto tilt. To je v bistvu, nam se zdi pač smešno, ampak mi smo dosti isti. Bog se nas tudi dotakne, ful doživimo zmage in potem pride drugi dan, pride eno sporočilo, ena novica, nekdo nekaj reče, pride občutki določeni in v bistvu se ti čisto obrne perspektiva. In potem piše naprej, prišel v Beršebo na Judovem in tam pušti svojega služabnika. Sam pa je šel naprej v puščavo dan hoda. Beršeba je mesto, ker je že v prvi Mojzesovi Abraham skopil vojnak in je v bistvu tam pisal ime Boga, s tem zavezal sovražno s tem kraljem, ki je bil, da se ne bojo napadali. In ta isti vojnak je potem tudi imel sin Izak odkopil, ker so mu ga filistejci celo zasuli. In točno je se prav do tega mesta in je pošel naprej v puščavo, en dan. Se pravi, iz te izkušnje, največje zmage je prišel v izkušnjo puščave v svoje življenje. Prišel in sedel pod samotno vodiščjo je, želel si je smrti in je rekel, dovolj je, zdaj Gospod, vzemi moje življenje, saj nisem boljši kakor moji očetje. Tako da Rako je depresivan, razočaran, obupan, čisto zelo perspektivo nad življenjem. To je človek, ki v bistvu, ki se začne njegova zgodba v Svetem pismu prej, on se pojavi od nikuda pa reče, kakor govori Gospod, v katerega službi sem jaz stojim, ta leta ne bo dežja razen na mojo posebno. On je tako nastopil pred celo nacijo, v taki avtoriteti, v taki moči. In je v bistvu celo nacijo sprobrnil nazaj k Bogu. Ampak zaradi enega sporočila, ki ga je dobil, zaradi enega
pač napada, ki je prišel, je čisto drugo perspektivo. In je zelo rado pač samo morila in pač razmišljal o sebi, da je čist beden. Isti sem, kot moji očetje, to v bistvu hodiš, govori familiarni duhovi govorijo, nisi boljši, isti si kot tvoji očetje, kot tvoje sorodstvo, isti si kot vsi ostali, nič ne bo iz tebe. To je ta glas v bistvu, kot te hoče intimidation, ustrahovati. In Jakob 5 pravi, da je Elija bil človek isto kamin, se pravi, čutil je kamin, mi smo isti. Ampak je molil in ni bilo, da je že 3 leta na pol. In pač ni nič nenavadnega, če se nam to zgodi. To je pač, imamo hojo vere in tudi, da gremo naprej, da hodimo z Bogom, bomo prišli v situacije, kada prideš v situacije, ki si čisto upan, v bistvu, kada vse pade dol, kada se vse pomrači, to ni nič nenavadnega. Zato, ker to ni bil samo SMS, ki je on bil, ampak je bilo v bistvu duhovno zadnje. Pride duh z besedo, če pride sovražen duh, ti čutiš ta pritisk, in se ti v bistvu srce obteži, zamegli se ti perspektiva. In je izhod v vsake taki situaciji. Piše naprej, letel je in zaspal pod vodičev je, a glej, dotaknil se ga je angel in mu rekel, vstani in jej. Ozrl se je in glej, na njegovem vzglavju je bil hlebček na vročem kamenju pečenega kruha in vrč vode. Jedel je in pil in spet legel. Gospodov angel pa je prišel še drugič in se ga dotaknil in je rekel, vstani in jej, sicer bo pot zate predolga. Tako da, on je pač tukaj bil čisto izčrpan, obupan, izmučen, se je ustavil in je zaspal. Tako da, dosti tudi, ko mi se ustavimo, ko smo obupali, zaspimo, Bog je tukaj, da se srečno z nami. V bistvu, Bog je večji in od naših zmožnosti in od naših nezmožnosti. In dostakrat pride v trenutku, ko ga mi najmanj pričakujemo. Ampak dostakrat, ko spustimo vse, kar mislimo, da mi deluje, kar mislimo, da more delovati, pa ne deluje. Probali smo nekaj že futrati, pa ni delovalo. Spustiš stvari, prideš v počitek Boga in Bog poseže noter. In prišel je angel in mu je dal kruh in vodo. To pomeni, kako je pač prenesene, kako je besedo in dotik svetega duha. Besedo in kruh in vodo. Potem piše naprej, vstal je, jedel in pil in v moči tiste jedi potoval 40 dni in 40 noči do Božje gore Hore. Tam je prišel do Votline in je tam prenočil. Tako da mi, če hočemo preteči svoj tek, ki ga imamo pred sabo, ravno mi pravo hrano, ki nam bo dala moč. Če ne bo pot, ostala lahko predolga. In se bomo zmanjšali. Tako da ravno pravo hrano. Bog nam hoče dati pravo hrano, nam je pravo hrano. Pravo nam je blizu obilja. V vsaki sezoni se lahko nahajamo z njim, se lahko izpolnimo z njim, se lahko srečamo z njim. Tako da Bog nas hoče ojačati, v bistvu, da nas nahrani. Ravno post, ne ravno post od Božjih stvari. Ravno čim več Božje hrane in včasih post od stvari tega sveta, od zemeljskih stvari, ki nas kulturajo, ki nas hoče izčrpati. Popiše naprej. Glej, zgodilo se mu je Gospodova beseda rekoč, kaj delaš tu je mira? Rekel je, vas sem govoril za Gospoda, Boga nad vojskami, kajti Izraelovi sinovi so zapustili tvojo zavezo, podrli tvoje oltarje in z mečem pobili tvoje preroke. Jaz pa sem ostal, a tudi meni strežejo po življenju. Tako da, tukaj se še vidi, da kljub temu, da je bil on nahranjen in napojen in da je pač nadaravno prišel v moči ene jedi, oziroma 2 obrokov, ki jih je dobil od angela, je pretekel 40 noči
Predtem je pač cela nacija se spreobrala k Bogu, je rekla, Jahve je Bog, služili bomo Jahve, Izraelovemu Bogu. On spet še vedno to perspektivo, da so oni zapustili tvojo zavezo, podrli tvoje oltarje, z mečem pobili tvoje preroke. Pač pozabil na to zmago, ki jo je pred tem. In tudi res, da je bil on sam, ko piše, da jih je Bog ohranil. Že prej, da jih je ta služabnik kralja po 50 hranil v votlini, pa tudi po nas piše, da jih je Bog ohranil 7000, ker niso poprekli pred balom. Tako da še vedno je to perspektivo, pač ne glede na naravne izkušnje, obiske Boga, lahko imaš opis Boga, ampak še vedno nisi spremenjen, še vedno imaš to v ozadju sliko poraza, ki si ga imel in napačno perspektivo. Ampak Bog me naprej rekel, pojdi ven in se postavi na gori pred Gospoda. In glej, Gospod je šel mimo velik in silen vihar, ki kruši gore in novi skale, je bil pred Gospodom. A Gospod ni bil v viharju. Za viharjem je bil potres, a Gospod ni bil v potresu. In za potresom ogenj, a Gospod ni bil v ognju. Za ognjem glas rahlega šepeta. Ko je Elija to slišal, si je splašal zagrnil obraz, šel ven, obstal pri vhodu v votlino. Se pravi, prešel naprej, Bog je prišel do njega, ampak ni bil v teh spektakularnih stvarih, kar dosti mislimo, da bo Bog notar. Hvala Bogu, Bog dela znamenja, čudeže. Ampak Jezus je rekel, vi mi ne sledite zato, ker ste videli znamenja, čudeže, ampak zato, ker ste jedli jed in ste se nasitali. In je rekel, delite za jed, ki ne mine. Tako da moramo slišati Božji glas, moramo se nasitati z Bogom, tudi če vidimo to čudežo znamenj, da sem to nasita. Ustvarjeni smo zato, da slišimo njegov glas, da se gibljamo z njim, da smo njegovi volji. Filip je bil evangelizator sred prebojenja, izganjal demone, ki so z glasnim krikom zapuščali obsedene, glas znamenja čudežne, pa pomeni glas rekel, pejt, pusti vse, pejt na samotno cesto. In je v bistvu tam pričeval človeku in vplival na celo drugo nacijo, na Etiopijo. In v bistvu moramo slediti Božjemu glasu. Naprej piše, ko je Elija to slišal, je splašal, zagrnil obraz, šel ven in obstal pri vhodu v votlino. In gleda govoril, kaj je glas in rekel, kaj delaš pri Elija? In on je spet ponovil tukaj prej isto. Ves sem zgorel za Gospoda, Boga nad vojskami, kajti Izraelovi sinovi so zapustili tvojo zavezo, podrli tvoje oltarje, z mečem pobili tvoje preroke. Jaz pa sem ostal tudi meni strežal po življenju. Se pravi, isto je, tudi po tem srečanju še zmeraj isto, ni videl tega, da so bili sovražni preroki premagani, v bistvu njegova grožnja po življenju bil sam ta en SMS, ki je bil od te ženske. To je bila ta grožnja, zaradi katere je ona ratu, pač samomorilen, obupan, depresiven, je zbrežil že s nekam stran. In Gospod mu je rekel, pojdi, vrni se po svoji poti proti puščavi Damaska. Ko prideš tja, mazili Hazela za kralja nad Aramom, Nimšijevega sina Jehuja mazili za kralja nad Izraelom, Šalatovega sina Elizeja pa mazili za preroka namesto sebe. Kdor bo všel Hazelovu meču, ga bo usmrtil Jehu, kdor bo všel Jehujemu meču, ga bo usmrtil Elizej. Pustil pa jih bom v Izraelu 7000, kot ostane vsa kolena, ki niso poklepovala pred balom, vsa usta, ki ga niso poljubila. Tako da tukaj je pa Bog prišel z novim mandatom za njega, z novo nalogo, z novo usodo. In v bistvu verjamem, da je to pač rešitev bila za njega in tudi za nas dosti v takih situacijah, da ti Bog da pač nov mandat, kaj moš narediti v svojem življenju.
potem se lahko premakneš naprej. Tako da moramo slišati od njega, kaj malo za nas v bistvu, ker Bog se ni ustavil, dokler se ni ustavil, ampak on se ni ustavil, on vidi naše življenje, ima plan za nas in nam hoče razodeti svojo voljo, to, kar ima za nas narediti. In zmaga je v tem, v bistvu, dokončna zmaga bolj naprej nad duhom je zabele, v bistvu je bolj Jehu, kar je on pomazil in njo ubil, je rešil ljudstvo. Da smo tam v tem času, da bo Bog vzdiguje svoje ljudstvo in da v bistvu nam daje v preroškem duhu, da hoče, da vidimo, kaj nas je poklical, da hoče, da vidimo naprej, da pustimo za sabo te stare poraze, stare vzorce in ravno srečanje z njim, ravno Božjo hrano, ravno se pokoji z Bogom, ravno se nahran z njim in potem bomo videli. Dva učenica, ki sta šla z Jezusom na poti v Emaus, sta se srečala z njim, da je zlomil kruh in jim gledal so se jim odprli oči, da sta videla. In to mi radimo. V bistvu, da se prihodimo ali vidimo, da je Jezus z nami in ne vidimo, da je on v naših situacijah. Ampak, da zaužijemo te njegovo hrano, ko zlomimo kruh, ko pojemo njegovo hrano, se nam odprejo oči in takrat v bistvu dobimo moč, da bi nagremo naprej in spoznamo njegovo delovanje. Tako da verjamem, da Bog hoče nam odpreti oči, da vidimo, kaj on dela, da vidimo dediščino, kaj nam je pripravil. Mi smo na sred puščave, ampak Bog nam je pripravil izbir, nam je pripravil vstop. V vsaki preizkušnji, s katero gremo, je vstop v Božje kraljestvo. Božja beseda pravi, da čez veliko preizkušnjo gremo, da pridemo v Božje kraljestvo. Ampak v vsaki preizkušnji so vrata, da pridemo noter. V bistvu, vsak test vere je sprostil večjo avtoriteto, večjo prisotnost Boga. Bog hoče, da se gibljamo iz slave v slavo, iz zmage v zmago, da se ne večamo kot poraženci v tem svetu, da nismo služni prvin, da nismo služni svojih. Največkrat smo služni laži, v bistvu mi človek je največkrat služen sploh ni realnih problemov, ampak laži po špekulaciji, ki jih imamo v svojem življenju. In te laži nas držijo zaslužene. V bistvu mi sedimo v enem zaporu umišljeno, ker smo si ga mi skreirali, ali nam je sovražen čez določene misli, ki so jih mi sprejeli. Zato je Jezus rekel, če vztrajate v moji besedi, boste spoznali resnico in resnica vas bo osvobodila. Ampak moraš vztrajati v besedi, dokler ne dobiš spoznanje resnice in pol si osvobojen. In pol bo laž izgubi moč nad tabo. Druga stvar je pa, da kjer je z Gospodom duh, tam je svoboda. Svoboda ni v drugih stvarih, da ravno in duha in besedo. In Bog vas hoče imeti resnično svobode, da mu služimo brez bremen. Bremena prosto, dolgov prosto. Jezus je prišel, da zlom bremena, da najprej osvobodi etnike in da mu ljudstvo svobodno služi. Tako da Bog noče, da si dodajamo bremena, da živimo pod bremeni, ali svojimi, ali bremeni, ki so nam jih naložili drugi ljudje. Hoče, da mu predamo svoja bremena. Jezus je rekel, pridite k meni vsi, ki so obteženi, in jaz vam bom dal počitek, moje breme je lahko, moj javen je sladek. Spremite moj javen. In Bog nas hoče osvoboditi popolnoma. In dosti je ne samo ne bo dotik, bomo čisto polno. To se, da zaužiješ malo njegove hrane in oči se ti odprejo, boš dobil moč za bitko in za zmago. Ko so Izraelci
bojevali enkrat bitko z Filistejci in te Savel zarotil ljudstvo, da ne sme jesti, dokaj oni ne bojo zmagali. Tam je bil med v gozdu. Samo Jonatan je jedel in so se moči zasvetile, ker je bil pač to hrano. Če bi celo ljudstvo jedel, bi bila zmaga še toliko večja, tukaj je bila. Ampak Bog noče, da bi stradali, da smo pač eni asketi, da se stradamo pred njegovo mizo, da si zapiramo usta. Hoče, da se nahranimo in smo močni v njem, da jemo hrano močnih. Piše, da so Izraelci jedli hrano angelov, hrano močnih, ker so šli ven iz Egipta, ki jim dajo mano, Bog je odprl skalo in jim je dal vodo in so šli čez to puščavo. In njim bilo vroče, in njih izjebali, bila vsa priskrba z njim. Obleka jim je razpadla, noga jim je otekla, veliko njih je šlo ven, ni bilo enega, ker bi bil slaboten med njimi. Pravim, da Bog to hoče narediti do nas. Svojim ljudstvom. Moramo jesti njegovo hrano. Začne se z mlekom Božje besede. Dobro je biti vsak dan mlekom besede, poza doraste pa močnejša hrana. V Hebrejcih piše, da je močna hrana za ti, ker imajo zaradi trajne drže razlikovanje med dobrim in zlim. To pomeni, da imaš eno postavo, eno stabilnost v svojem življenju, da imaš trajno držo in da razlikuješ, kaj je dobro, kaj je zlo in da zavračaš zlo. In kad to delaš konstantno, da si vztrajen v tem, kaj rečeš ne mesu, ja Bogu, kaj rečeš ne moji volji, ja Božja volja, kaj rečeš ne duhu tega sveta, ja Božjemu duhu. Takrat ti pol Bog začne dati tudi močnejšo hrano, kaj imaš trajno držo. In ješ meso Božje besede in rasteš po Bogu. Ampak za vsako sezono, v kateri si nam je Bog pripravil hrano. Tu, če si v sezoni, ker rabaš mleko, pa piješ mleko Božje besede. Ampak ne biti v poslu Božje hrane, ne se stradati. Ne preživljati dneve, tedne, brez da si se nahranil z Bogom. Posluši ta glas Svetega Duha, ta tihi glas, ki ti govori. Doskrat dobiš to željo, tako ta dom, pet noter, prost Boga je, Bog te bo nahranil čez svojo besedo. Zapri se v svojo sobo, Bog, ki vidi na skrito, ti bo poplačal, bo odgovoril na tvojo molitev, se bo srečo s tabo. In tu, če si v poziciji, ki si podelil samotnim vodičo in v puščavi, ker ti vse pada dol, ker misliš, da vse brez veze, da nisi boljši kot tvoje očetje, da si vse zamočil. Bog pa si vse spustil, boš zaspal, Bog bo pršnil, ki bo dal hrano in vodo. Samo moš vzeti, spremi od njega. Bog je dober in bolj, ko bomo kušali njegovo dobroto, bolj bomo gledali to pravo perspektivo, kdo on je. Ker Lija je v tej situaciji zaradi tega SMS-a. On je zgubil pač to, kdo je Bog in kdo je on. A pred tem je nastopil in je v bistvu bil je predstavil Boga celi naciji na prav način. Če smo mi izgubili to perspektivo določene sezoni, kdo smo, Bog hoče, da ostanemo iz pepela, iz praševine, da se vzdigremo v njem. Ker Angel mu je rekel, vstani in je, se pravi, najprej moš ti vstati. Če si se nekje valil po eno pepelu, po praševinah, po enih občutkih, nezmožnosti, neusposobljenosti ali zavrženosti, ali misliš, da te je Bog zavrnil. Bog te ni zavrnil. Bog tudi njega ni zavrnil, samo v bistvu prišel si kot napad enega glasu, ki ti laže. Ampak najprej moš vstati, ven iz tega pepela, ven iz groba, kako pač
sovražnik te hoče zacementirati v en grob. Jezus je rekel, da pride čas, ko bojo vsi, ki so v grobovih, slišali glas Božjega Sina, bojo ostali. Dostakrat je ljudje v tem svetu pač živijo v grobovih, ampak dostakrat tudi mi smo pač umrtveli v določenih stvareh. Ampak, ko slišiš Božji glas, boš ostal. Ti kliče, da ostaneš, se svetaš, Božja slava je na tabo. In ko ostaneš, ko narediš en korak, pač bo Bog dal. Hrana je tam, vzameš in ješ. Staro bo prešlo, stiska preteklih dni bo pozabljena, ker boš vstopil v novo. Bog ti bo dal ta nov mandat in v bistvu vse bo novo. Bog dela vse novo. In po besedi pač nastaja vse novo. Zato rečem, ja, Bog ne se mi zgodi po tvoji besedi. To, kar si ti namenil zame, to hočem. Ne to, kar mi ta svet pravi, ne to, kar mi Hudič govori, ali drugi ljudje govorijo, ali sam sebi govorim. Ampak to, kar si se ti namenil zame, to ne se mi zgodi po tvoji besedi. In to seme, kar te bo začela rasti. In bo položil, prekvasal vsa druga semena. Največja moč je, kar mi rečemo Bogu ja. In ko ostanemo. Ne samo da rečemo, ampak da imamo to željo vse, da hočem izpolniti Bog zato, ker si me ti poklical. Pač sam ne moram, nimam te moči, ampak ti mi daješ moč. Ti me naredi zato, kar ti hočeš. Jaz sam nič ne moram. Brez mene ne morate narediti ničesar. Ostanite v meni in jaz v vas. Pustite, da vas obrežem in boste porodili sadove. Sami pa nič ne moramo. Bog ne rad kvalificiranih ljudi, popolnih posod, ampak rad voljne posode, predane posode. Tako da v človeških merilih v vojni je najslabš, če ti rečeš predam se, vzdugu si bitko, ampak v Bogu, ker se ti predaš, ker si ti dugo. In mu predaš svoje življenje, svoje srce, svoje plane, svoje razmišljanje, vse, kar imaš, predaš njemu, ker itak je vse od njega, kar imamo. In nikoli ne boš tukaj izgubljene. Izviri, ko boš dal neki Bogu, nikoli ne boš ne izgubljene. Bog te noče nikoli prikrajšati, ker je v bistvu vse bogatstvo slave na njem. In vse rekel, že na tem svetu, če pustiš ali brata, sestro, hišo, bo že zdaj dobil 100-krat več, boš pa dobil večno življenje. In vse vam bo navrženo, tako da dobro je, da mu predamo vse, kar nam je dal, da damo njemu, pač ne on poradno na svoje slave. Bog bo pomnožil sadove pravičnosti, Bog pomnožil vse, kar mu damo. Bog pomnožil. Da ne oprediče naše srce, ne nas presvetli. Dobro je, da gledamo, da pustimo Bogu, da nas predmer, da nas pretehta, da vemo, kje smo, na kateri točki svojega življenja. Ker Bog pa preštete naše lase, Bog ve, kje smo, kam gremo, kaj pred nami. Dobro je, da vemo, kje smo, da smo iskreni sami s sabo in z Bogom in da iz te točke, ki smo, gremo naprej. In v novi viziji, v novem mandatu, ki ga hoče dati. Da dobro je, da mu pustimo, da nas porišče naše srca, naše misli, da ga spustimo v najglobje v svoje življenje. On nas itak pozna, Boga mi poznamo sami sebe. In v bistvu hoče nas preoblikovati, podobno svojega sina. In ves ta proces, čez katerega smo šli, je samo zato, da v bistvu zunanji človek zgodi moč, da se notranji glavi rata bolj in bolj podoben mojemu sinu. Da vera, ki jo imamo, da postaja prečiščena kot zlato. In da na koncu pridemo pred kralja, da se naše krone svetlo in da mu imamo kaj za pokazati. Ampak sveti, slava, seno, je pa dobro, da že zdaj v bistvu izgoreva. Tako da, dobro je, da imamo motor znotrajnim izgorevanjem, da to vse zgori in da pridemo prečiščeni do konca. In da smo pač veseli in tudi ne gledajo, čez kaj gremo, da imamo to radost, da smo v Božji volji, da Bog deluje v nas, da Bog dela z nami. In
Verjamem, da bodo sadovi vidni že zelo malo v naših življenjih. In v bistvu, ko so sadovi vidni, ko so odgovori vidni, bo naše veselje popolno. Doskrat smo pač užaloščeni pa žalosti, ker so sezoni, ker dolgo časa ne vidimo kakšnih sadov, odgovorov na naše molitve. Hodiš laže, lej, ni se zgodil. Molil si, lej, ful časa pa ni rezultata. Zika nekaj novo delaš, to ni zate, ni Božja volja, ni Božji čas. Ampak Elija piše, da bi šlo isti kamij, čutil isto kamij. Pa je molil 3 leta, pa 6 mesecev, pa ni bilo dežja. To govori o Jakobu, ki govori o molitvi, o vztrajnosti v molitvi, da ne se odtruditi, kam moliš. Ne odnehati. Ker dostakrat si lahko tik pred vstopom do odgovora pa spustiš. In Elija je prišel isto kamij in je zmolil, da je bila suša, ni bilo dežja, da se ni on pojavil. Ampak je vseeno padel v ta lom hle, ki je bil čist out. Pa je bil v bistvu človek, ki je bil po volji v tistem času. Je predstavljal Boga. Tako da dobro je vztrajati v obljubah, kam jih je Bog dal, ne odnehati. V Luka 18 Jezus da primer, kako moramo vztrajati in se ne naveličati. Vdova, ki je težila nepravičnemu sodniku, ker se piše, da se ni imel ne za Boga, niti za ljudi, no vse. Sodnik. Takih je tudi dosti, niso bili sam takrat, tudi dosti sodniki, ki je vse za Boga in za ljudi. Ampak je ta vdova je prišla in mu je težila skozi, non-stop, dokler ni dobila odgovora. In si je rekel, koliko bolj bo nebeški oče pomagal do pravice tem, ki ga prosijo. Pomagal do pravice, tako da pravica in pravičnost je, da dobiš odgovor. Ni pravica, da bolezen vlada, da pomankanje vlada, da trpljenje vlada, da depresija vlada. To ni pravica. Pravica je, da Bog potolaš žalujoče na stil. Da pride ozdravljen, da pride ozdravljen zlomenih v srcu, da slepi dobijo vid, da so ubogim oznan vesela novica, da so zlomljeni potolaženi. To je pravica. Da hromi hodijo, da gluhi slišijo, da slepi vidijo. Da Bog nam hoče pomagati do pravice, da ne smemo se ustaviti. Moramo trkati, kako se nam odpre. Včasih je to krvna pinjata, ker se ljudje tolčejo noter. Nekaj časa tolče, ko se potrebo pa ful začne. In isto je včasih v molitvi, ne moraš ustrajati. Elizej je rekel mu kralju, vzem puščico pa udar. In on je parkrat udaril in je rekel, aha, ja, odkrat par zmagov šmila, če bi pa večkrat, bi pa jih popolnoma potolkal. Tako da, dostakrat tudi, če doživimo delo zmago, treba iti do konca, ne se ustaviti, aha, se zdaj je dober, vam je blagoslov, živimo dober. So pa še tam malo, pač te lisice, ki malo kradejo, ampak kako je s tem lahko živim. Ne. Bog noče, da živiš, da imaš šene za jedalce noter, pa ki ti najedajo, pa kradejo. Kradljivce, miru, ali pa dediščine, ki jo imaš, ali pa v družini, recimo, da ti kradejo stvari. Bog ti je namenil popolno zmago, dediščino ni zate za tvojo družino. In Kaleb je rekel, ne, še ta gora mi pripada, jaz bom šel po to. Tako da avtoriteto, ki ti je Bog dal, imaš na celo svojo domeno, ki ti je Bog dal za upravljanje. Bog nam je dal določeno ozemlje, kar ga mi imamo začuvati. In ko smo zvesti v tem, bo povečal sfero našega vpliva. Tukaj Adam je dal vrt, pa Evi je tudi nam, da vsak ima svoj vrt. In določeno sfero avtoritete, ki jo imamo. In če sovražnik pride noter, da je treba odbiti, v bistvu in vrata zaprta. In ne sme nam biti vse za to. Ker Jezus je rekel,
najemnih kralji pa stirmo bo vse za ovce, oziroma kaj pride noter. Ni dobro, da nam vse, treba držati vrata zaprta za sovražnika in stvari, ker mi je Bog dal, da jih čuvamo, da jih čuvamo za njega. In da izvajamo avtoriteto nebes na tem področju. Tukaj je bil Adam vrt, da imamo tudi mi. V prvem mestu so naša srca vrt, vrt je v nas. Dobro, da čuvamo ta izvir in ta vrt, ki ga imamo, da ga namakamo, da Božja beseda lahko raste, da je pač zemlja prožna, mehka, da skrbimo, da Sveti Duh teče, da smo v molitvi v Sloveniju, da seme Boga raste v nas, da je celo naše bitje predano Bogu, duh, duša in telo, da naš ne spuščamo v ta naš vrt, niti v misli, niti v srca, niti v telo, kar Bog noče, da spustimo noter. Pa lahko širimo Božji vrt naprej. In pa lahko rastemo. In to seme raste v nas in mi rastemo kot Bog hoče, da smo hrasti pravičnosti in da zrastemo v postavi. Da negujemo in upravljamo ta vrt, ki ga imamo. Adam je imel isti mandat. Bog je postavil vrt v Eden, ampak zemlja je bila pusta in prazna in on je mogel čuvati ta vrt in ga širiti. Jaz da je Božji plan je bil, da se ta vrt širi čez celo zemljo. Začel se je pa tam. Ampak on je spustil noter kačo in je bil bolj problem, ker kača prišla noter. In pol je naprej vrt, ker nam je Bog dal ta sfera, ki jo imamo pač v družini, dom, ki imamo, je tudi naš vrt. Dobro, da ga pač vzdržujemo, da ga obdelujemo, da smo zvesti v tem in da izvajamo Božjo avtoriteto, da ne puščamo stvari noter, ker hočejo krasti sadove tega vrta. In da v bistvu negujemo ta vrt. In pol bo Bog nam dal avtoriteto, da ga širimo naprej. Tako da smo tudi mi vrtnari vsi, če nimamo vrta. Ampak je dobro, da smo dobri oskrbniki. Nobenega človeka ni v bistvu, ki ne bi bil brez talenta, brez stvari, ki jih ima. In najbolj dragocena stvar, ki imamo, je pač Božja usoda. Lahko si nekje ful bankrotiran človek, ali v zaporu, v Jožef, ali si se znajdel v enih okoliščinah, ki so čist obupne, ali materialno, ali duhovno, ampak imaš usodo Boga vse, imaš talente, imaš Boga in pa Bog te bo pripeljal iz tega ven. Samo se odzvati temu glasu in sprejeti ta glas, ki te kliče, da ostaneš, se nahraniš in da greš naprej. Zato Hebrejci piše, ker slišite njegov glas, ne zakrkane src, kot v njih puščavi. Ker v bistvu te okoliščine, čez katere greš, te dokrat lahko naredijo čisto potopevga. In te naredijo pasivno. Si toliko časa navajen biti pasiven, se pol v bistvu ukalupaš v to. In v bistvu razmišljaš pasivno, ampak Božji glas predre to. Božji glas ima moč, da prebija to pasivnost. Zato piše v Korinčevih, da je orožje našega bojevanja močno v Bogu, ni človeško. Imamo na Bogu moč, da podira trgljave. In pol piše, da lomo vsako vzvišenost, špekulacijo, prevzetnost, ki se vzdiguje v spoznanju Kristusa. Zopr te prevzetnosti se mi ne moramo govoriti na človeški način. Ne moramo pač intelektualno. Lahko imamo intelektualno vedenje, kaj je to, ampak ti rabiš dih Boga, moč Boga, avtoriteto Boga in pol, ko je te prevzetnosti in špekulacije padle in pošlo vodo človek. Ko ostaneš in greš v tej moči in lahko tečeš 40 dni, 40 noči ne. Prideš na goro Horeb in se spet srečaš z Bogom. Horeb je v bistvu sina, njegova sina. On je šel od Beršebe, od tega vojnaka Abrahama, puščava, dugo je hrano, je prišel na sina in tam se spet srečal z Bogom. In Bog je poslal nazaj, pa puščavo Damaska in tam je pomazilo te 3 ljudi in v bistvu je šla stvar, je šla Božje delovanje naprej. Ampak to je bil čas v bistvu največje teme. V
v Izraelu. To je bila, že cel svet je bil v bistvu, je častil malike, ko so pa še oni padali, ker bi mogli biti luč narodov, so padali pod to in doskrat so delali še hujše stvari, ker oni okoli njih, mi je Bog rekel. Ampak Elija izvedel reformacijo in je šlo pač Božje delo naprej. Ampak če bi bilo recimo v številkah, bi mislil, da je Bog izgubil bitko na svetu. Cel svet je bil svoje poganske nacije in še Izrael, ki je večinoma zabluzil in sledil Balom pa Ašeram. Ampak Bog si je zdelo ohranil ostanek svojih pričevalcev in čez njih v bistvu pripeljal stvari na svoje mesto. Tako da ne rabo gledati razvojne številke, pa kaj imamo, kaj nimamo, ampak če imamo klic Boga, če smo zvesti temu, kar nam je dal njegovi besedi, bo Bog naredil vse ostalo. Bog lahko v enem dnevu spremeni cel narod. V enem dnevu lahko se cela nacija spremeni. Ampak mi ne vemo, kako pa Bog še drugih ljudi, ki so se skrivali, ali pa se zdaj še vedno skrivajo po jamah. Po 50, pa jih so hranili na kruhnih vodih namen hrane. Mi mislimo, kako se malo nacija časti malike, vse grejo čez tamračno smer. Bog si je ohranil ostanek. In ljudje, ki so v jamah, bojo slišali glas Božjega Sina in bojo prišli ven iz jama. In bojo ostali ven. Ampak dobro je, da mi ostanemo najprej. Da se svetimo in da pustimo Bogu, da nas nahrani, da nas spremeni, da nas oblikuje, da nas obreže, da gremo čez ta proces, da se mu predamo in da ne obupujemo. Haleluja, slava Bogu. Haleluja, naše molimo. Hvala Jezus. Slava Bogu. Hvala ti za ta dan, Oče, haleluja. Oče, mi se ti predajamo, Oče, predajamo ti svoje življenje, Oče, svoje srca, Oče, na oltar, Oče. In ti hočemo zariti oltar, Oče, v naših življenjih, Oče. Oltar, Oče, ki boš ti povelišal, ki boš ti prvi, haleluja, bodi prvi v naših življenjih, Jezus. Predajamo ti, Oče, naše življenje, naše srca, Oče, naše misli, Oče, našo preteklost, Oče, sedanjost in prihodnost, Oče. Vse naše poraze, vse naše nezmožnosti, Oče, kjer smo mi nezmožni, Oče, nas ti narediti zmožne, Oče, kjer smo mi slabotni, Oče, nas ti ojači, Oče. Haleluja, Oče, mi sprejemamo tvojo hrano, Oče, sprejemamo tvojo besedo, Oče, sprejemamo tvojega duha. Hvala ti, Oče, da nas nisi pustil sirot, Oče, da nas je več, da jih je več tekaj z nami, kot pa tekaj proti nam, Oče. Hvala ti za tvojo besedo, Oče, za svojo hrano, Oče, v tem času, Oče. Oče, nasiti nas svojo prisotnostjo, nasiti nas svojim kruhom, Oče, v imenu Jezusa, Oče. Moram, da odpade vsa bremena, Oče, vse vezi, Oče, preteklosti, Oče, v imenu Jezusa, Oče, vse grenke vode, Oče, ne pridejo pod križ, Oče, moram, da spustiš vrelce, Oče, življenja, Oče, v imenu Jezusa, da se odprejo izviri, Oče, naših srca, Oče, moram vsak zamašati toč v imenu Jezusa, Oče, ne potečejo tvoje reke, Oče, v imenu Jezusa, Oče, ne odplakne, Oče, vsako nesago, Oče, v imenu Jezusa, vsako zemljo, Oče, prah, Oče, ki je zapacal, Oče, te izvire, Oče, v imenu Jezusa, Oče, ne pride tvoja reka, Oče, ne prodre reka življenja, Oče, v imenu Jezusa, Oče, hvala ti, Oče, hvala ti, Jezus, Oče, mi sprejemamo, Oče, tvojo besedo, Oče, tvojo voljo, Oče, ne se nam zbudi po tvoji volji, Oče, tvoja volja se zbudi v naših življenjih, Oče. Moram, Oče, da trdiš naše roke, naše noge, Oče, naša srca, Oče, v imenu Jezusa, Oče, da nam vahujemo, Oče. Haleluja, Oče, da hodimo po tej poti, Oče, ki si jo pripravil za nas, Oče. Iz slave v slavo, Oče, iz zmage v zmago, Oče, iz vere v vero, Oče. Hvala ti, Jezus. Hvala ti, Oče, ti si vreden, Jezus. Hvala ti, Oče, moram za naše otroke, Oče, da pride, Oče, tvoja dediščina, Oče. V imenu Jezusa, Oče, moram za tvojo generacijo, Oče, da jih ti pokličeš noter, Oče, v imenu Jezusa, Oče, odprim oči, Oče, odprim srca, Oče, naredi lačne, Oče, žene tebe, Oče, in tvoje prisotnosti, tvoje slave, Oče, moram da odpade od njih
vsaka prepreka, oče, vsaka barijera, oče, v imenu Jezusa, oče, da vstopi, oče, tvojo dediščino, oče, v tvojo usodo, oče. Haleluja, oče, in naše hiše, oče, bomo služili tebi, oče. Haleluja. Jaz in moja hiša bomo služili tebi, oče. Slava ti, Jezus, ti si vreden, oče. Šorala, Sandra, Kandra, Šekaj, hvala ti, oče. Bog, Mogala, Sona, Bagunga, hvala ti, Jezus. Ne moramo, samo nekaj smo zdelo, da ne preberemo. Kontekst besede, ki smo danes sledili. To skozi, ta beseda ima kontekst, Jezus se pač spuščave v dom in udarilo familiarnost. In je tam rekel, da je lahko zanimivo, da so da te Bog da zgodno skorijo v staro okolje, zato da testira. Tisti ta zadnji pečat je, ki znova skorijo prejšnjo staro okolje. In to je tako. Nekaj, ki ima nova zaveza, je stara namena. Recimo moj zaseljava Zelenjalo se je mogel odmikati od ljudstva, zato da je ljudje ne videli, da je šla slava stran. Jezus je bil pa med svojo ljudstvo. V bistvu se rekli, mi poznamo tebe, tvojega očeta, mamo, sestro, ki nam tle razgleda. In se mi zdelo, da je to prebereno. Prišel je Nazaret, kjer je odraščal. Pač nekam, kjer smo mi rastli. Luka 4:16. Prišel v Nazaret, kjer je odraščal, v soboto je po svoji navadi šel v gospodnico. Prav. Utečen life. Vsi so ga poznali. Takrat, ker je burek pekel, takrat je že kaj delal. Ostalo je, da bi bral. In dali so mu zavitek, burek, preroka Izaije. Odvigel svitek in našel mesto, ker je bilo zapisano. Duh Gospodu je nad mano, ker me je mazilil, da prinesem blagovest v Bogi. Poslal me je, da oznanim jetnikom prostost in slepim vid, da pustim zatiranje na prostost, da oznanim leto, ki je ljubo Gospodu. Nato je zvitek zvil, ga vrnil k služabnikom in sedel. Oči vseh gospodnici so bile uprte van. In jim je začel govoriti, danes se je to pismo izpolnilo, kako ste slišali. Vsi so zanj pričevali, čudili so se besedam milosti, ki so prihajali iz njegovih ust in govorili, ali ni to Jožefov sin? Kaj ima to veze z besedo, ki jo je on prebral? Kaj ima to veze, kdo mi smo, s tem, kar smo mi danes deklarirali? Kaj ima to veze, da je on Jožefov sin, s tem, da Bog prihaja z milostjo? Test familiarnosti. On pa jim je rekel, seveda mi boste povedali ta pregovor, zdravnik pozdravi sebe. Kar smo slišali, da se je zgodilo v Kafarnaumu, stori tudi tukaj v domačem kraju. In je rekel, resnično povem vam, nobenega preroka ne sprejmejo v domačem kraju. Resnico vam govorim, veliko vdov je bilo v Izraelu v Elijevih dneh. In ko se je nebo zaprlo za 3 leta in 6 mesecev in je nastala huda lakota po celi ženi. Tudi Elija ni bil poslan k nobeni izmed njih, razen vdovi Sarepta na Sidonskem. Tudi veliko gobavih je bilo v času Izraela, v času preroka Elizeja, pa nihče izmed njih ni bil očiščen, razen srca Naamana. Ko so to slišali, so vzhodnici pobesneli. Vstali so, ga vrgli iz mesta in odvedli na previs hriba, na katerem je bilo sezidano njihovo mesto, da bi ga pahnili v prepad. On pa je šel sredi med njimi in je hodil dalje. Ker mi oznanjamo milost Boga, ne si misliti, da bodo najprej vsi hrobi pa slednji rekli hvala. Vendar bodo rekli, tako te poznajo, ko si pekel burek oziroma svitek z njimi. Vendar bodo rekli. Tako da familiarno je test, zato da ostanemo znotraj tega, da se ne umaknemo, da si ne nadanemo, da ne ratamo nov samostan.
ta familiarna te zdaj bodimo tle in ga nesem, tako kot treba. A ti boš zdaj tle bravo, ti gospod Bogdava, se ti starja. Ja. Hvala, no to. Tako da začeli smo Slovenije, nismo mogli biti s tiste milosti, gremo končati s tem. Amen.